Neurje pustošilo po Dolenjski. Širili naj bi industrijsko cono v Semiču. V Šentjoštu čakajo na kanalizacijo in vodovod. Lepo pozdravljeni. Posledice včerajšnjega besnenja narave, ki se je najbolj znesla nad nekaterimi območji v Topliški občini, so se v pravi luči pokazale danes dopoldne. Razkrite strehe, izruvana drevesa in razrite ceste so le del te 20-minutne hude ure. Svoj dopoldanski pohod začnemo v parku na parkirišču pred kopališčem v Dolenjskih Toplicah, kjer so že od sinoči odstranjevali podrta drevesa. Trpela je predvsem pločevinam, kar kažejo tudi naši posnetki poškodovanega avtomobila. To je katastrofalno bilo, ne? Ker prije nevihta in dež tu, sej to vemo, ampak prav tako, kukor je bilo, da nisi videl 10 metrov naprej, tako husto je bilo, ne? Najbolj prizadeti deli so Sušice, Dolenje Sušice, Hrib, Selišče, Bušinec, Občice, Mali Rigl. Na seliščah že oddaleč opazimo gasilce, ki na domačiji po Rebrovih pomagajo pri prekrivanju poslopij. Tako da bojo tole zasilno pokrili, pa bomo pa kravce, da bojo tu dali tele plošče nazaj, druge, in da ne bo se tale senos močilo, da ne bo škode še več kakor je. Na koruzah je precej škode, na krompirju. Koruza upam, da se bo kje popravila, če ne bo pomanjkanje krme. Od včeraj smo okoli 6:30 izvozili do 10:30 oziroma polnoči, potem smo prekinili z akcijo, pa smo zdaj zjutraj spet, ob 8 se dobili, pa smo spet v pogonu, dokler pač ne bomo sanirali vse zadeve. Na pravo pustošenje pa naletimo le nekaj 100 metrov naprej. In sicer ob cesti, lokalni cesti, ki vodi iz Selišča v Bušinec, in kot vidite za mano je podrtih ogromno dreves. Kolikšna je škoda, seveda je ta trenutek še težko reči. Lastnika gozdov si nemočno ogledujeta posledice moči narave, ki se je znesla nad njunima gozdovoma. Ocenjujeta, da je škoda med 50 in 70 odstotna. To je, ko bi neki zid porival ta gozd, to bi rekel kot neka oblika nekega tornada. Zdraven se pravi levo, desno, ob tega pasa je pa skoraj da gozd ne dotakne. To se pravi, da je vrtinec, mogo biti neki vrtinec hitrosti, ne vemo koliko tam, mogoče 100-150 km/h. Tudi nekaj 100 metrov naprej v Bušincu podobni prizori. Pri Bučarjevih je razkrilo streho poslopij, zmočilo jim je žito in mrvom, največ škode pa je na njihovih drevesih. Tisti sadovnjak, kateri je pod mrežo, je pozebil. Pomeni, tam smo že v aprila dobili svojo dozo, no tukaj zdaj je pač poškodovano je vsako drevo, ker so vsi nafrejne. Dobro pa jo je odnesel star oreh neposredno pri hiši. Veja, ki je, se je dotaknila tav. Mi smo ga gledali, ki smo zunaj stali, ali bo zdržal, ali ne bo zdržal, bo polno sosedovo hišo in v tistem je veter popustil in se je on nazaj postavil. To ne moreš vedeti. Veja do tav. Precej tragično pa bi se lahko končalo pri hiši na Bušincu 1, v kateri stanujeta brat in sestra, saj se je na približno 150 let star nekdanji vojaški bunker podaril hrast. V času neurja sestre ni bilo doma. Ko sem prišla grozno, mi se zdi, da sem me tudi infrakt tukaj zagrabil. Sem prišla noter. Ko sem videla, da je hrast na griž. Kam sem rekla, naj zdaj pa se obrnem. Kam naj grem? Po noč so pa prišli sosedje, da so mi pomagali, da sem malo prekrila, da ne bo drugo neurje ratalo. Da se saj malo, kakšen cego sem najdla, tako smo nalužili dol, da se bo malo pokrilo, da ne bo voda dol tekla. Upamo, da bo podobnih prizorov to poletje čim manj, a žal nas bodo vročinske nevihte spremljale tudi v naslednjih dneh. Občina Semič načrtuje ureditev in širitev svoje industrijske cone. Beležijo namreč veliko povpraševanja podjetnikov, ki želijo priti v cono ali pa tam že poslujejo in želijo širiti podjetje. V letošnjem letu so vprašanja, lahko rečem, dnevno po novih zemljiščih, podjetniki sprašujejo. Očitno je nekako kriza menila in se je začela neka gospodarska rast tudi na tem področju. Zato so z rebalansom proračuna zagotovili dobrih 250 tisoč evrov za nakup novih zemljišč, ki jih bodo prometno in komunalno opremili ter ponudili v odkup zainteresiranim podjetnikom. In v tem delu se tudi prijavljamo na javni razpis za evropska sredstva za ekonomsko infrastrukturo v poslovnih conah in si od tukaj obetamo tam dobri skoraj 270 tisoč evrov sofinancerskega deleža, da bi potem uredili vse tako, kot mora biti v skladu s projektom.
in tudi omogočili podjetjem, ki bojo potem na novo tukaj gradila neko urejenost v industrijski coni. Z rebalansom proračuna pa so zagotovili tudi 95 tisoč evrov za odkup zemljišč, ki so jih pred 8 leti prodali podjetju Motvoz, ki je načrtovalo gradnjo proizvodne enote s 100 delovnimi mesti. Vendar se je situacija potem obrnila, občina ni mogla zagotoviti dovolj električne energije še v tistem času, danes to več ni problem in potem je podjetje Motvoz odšlo v južnejše kraje in ta zemljišča so ostala nepozidana, vmes jih je tudi obremenilo z določenimi hipotekami. Potem pa je šlo podjetje še v stečaj. Tako bodo sedaj zemljišča odkupili od stečajnega upravitelja in jih na javni dražbi ponudili zainteresiranim podjetnikom. Da pa bi njihova rastoča industrijska cona dobila tudi urejen videz, nameravajo v obstoječem starem delu cone preplastiti ceste in zgraditi pločnike ter kolesarske steze, ki jih zdaj ni. Zaradi tega smo predvideli izkoristiti povratna sredstva strani 23. člena in dograditi tudi ta del in ta investicija je nekako v višini dobrih skoraj 180 tisoč evrov. Gre torej za znatna sredstva, ki jih nameravajo investirati v industrijsko cono, v kateri podjetniki že zdaj zaposlujejo več kot 300 ljudi. Največ družbi Kablex in Unitplast, ki načrtujeta tudi širitev. Pred 5 leti pa je bilo v industrijski coni le 100 delovnih mest, pravi Kambičeva in poudarja, da so si na različne načine prizadevali pritegniti podjetja, tudi z nekaterimi pomočmi. Sploh, kar se tiče nakupov zemljišč, majhna in srednje velika podjetja imajo možnost zemljišča odkupiti po 75% od tržne vrednosti, kajti tistih 25% je državna pomoč, ki jo občina daje podjetjem, da lažje začnejo. Pa tudi 100% oprostitev komunalnega prispevka gotovo je vabljiva za marsikatero podjetje. Zanemarljiva pa niso niti sredstva iz programa Pokolpje in olajšave, ki jih ta prinaša podjetnikom, dodaja županja. V Šentjoštu v novomeški krajevni skupnosti Stopiče pa bodo po večletnem čakanju le prišli do kanalizacije in novega vodovoda vsi vaščani. V minulih letih so kanalizacijo speljali le do nekaj hiš, potem je zmanjkalo denarja, po novem pa bo nanjo priključenih 47 gospodinjstev. Pri načrtovanju urejanja komunalne infrastrukture v zaselku so naleteli na ovire, pojasnjuje predsednik sveta krajevne skupnosti Stopiča Tomaž Slak. Ustavilo se je pri odkupu zemljišč za razširitev ozkega cestišča. Bila je cena ugodna za vse, več kot ugodna za vse krajane, katerih se tiče zemlja okoli ceste. Pač niso se odločili. Cesta bo pač ista širina, bo pač preplasten asfalt, celotno preplastitev asfalta, druge možnosti pa ni. Ozko cesto bi sicer ob urejanju kanalizacije in vodovoda razširili, a 3 lastniki niso pristali na ponudbe. Škoda, pomembno bi pa bilo zato, ker ta je tak ovink, ki je navarno, je bil že karambol tlele ovinki tlele, ne? Šlo je za dokaj neracionalne zadeve. Mi smo pod enakimi pogoji ponudili odkup zemljišč vsem ostalim lastnikom. Več kot 20 jih je sprejelo te pogoje, pri 3 pa se je zalomilo. Cesta bo torej ostala iste širine, bodo pa zgradili kanalizacijo in zamenjali dotrajane vodovodne cevi, ki po besedah krajanov večkrat pokajo. Kanalizacijo predvidoma začenjajo septembra na bližnjem Vrdunu in jo prihodnje leto priključujejo na vod v Šentjoštu. Pred parimi leti je bilo polovico Šentjošta že narejeno, kanalizacije spodnjega dela, za ta del je potem zmanjkalo denarja. V našem svetu krajevne skupnosti smo se tudi dali v prioritetne naloge, katere mislim izpolniti, tudi kanalizacija v Šentjoštu dokončano, da je do konca narejeno. Potem imamo pa še 6 vasi, ki niso pokrite s kanalizacijo, ker bo še kar dosti dela. Naložba v Šentjoštu je ocenjena na 950 tisoč evrov. Trenutno je v teku razpis in računamo nekje do konca avgusta, da bomo tudi zaključili z razpisom oziroma vsemi postopki za izbiro izvajalca. Ponudbe z razpisa bodo odprli 11. avgusta.
Da kmečke igre niso samo za moške, je bilo pred nedavnim možno videti v Škocjanu. Tam so se namreč odvile državne ženske kmečke igre, tekmovanje predstavnic nežnejšega spola pa je bilo precej napeto. Poglejmo. Po lanski zmagi članic Škocjanskega društva kmečkih žena v Podčetrtku je čas priprave letošnjih državnih ženskih kmečkih iger pripadla prav njim. Naša ekipa je dosegla prvo mesto v kar hudi konkurenci 30 ekip. Tako da smo zelo ponosne in zelo smo ponosne, da letos je to v Škocjanu, da malo promoviramo tudi sam Škocjan. 11 državnih ženskih kmečkih iger pod okriljem Zveze kmetic Slovenije se je letos udeležilo 26 ekip iz domala vse Slovenije. Te igre so vzrok, razlog, da pridemo skupaj in da se poveselimo, da se družimo, enkrat mečkeno v drugi luči, bolj razvedljivo, da se razvedrimo, skratka, da se pozabavamo. Ponavadi imamo bolj resne teme, ampak ta je pa malo taka šaljiva. To je en zelo lep povezovalni del, recimo med samimi kmeticami. Zelo veliko se teh prijateljskih vezi splete, tudi poslovne vezi. In danes mora pač kmetica biti tudi, mora znati lobirati, mora znati prodati, kar prodela, in take stvari so dobrodošle, res tudi z tega stališča. Lobiranje pa ni prav nič pomagalo pri zanimivih in šaljivih kmečkih igrah, pri katerih so morale ženske, ki so resnično poskrbele za radoživo vzdušje v Škocjanu, pokazati veliko več znanja in spretnosti. Pri teh igrah želimo, da tiste, ki jih pripravljamo, se razveselimo, ob tem nasmejimo, iščemo hudomušne rešitve, prav tako želimo, da tudi počnejo tekmovalke in tudi gledalci. Končne zmage na kmečkih igrah, ki jih še vedno preveva predvsem duh sodelovanja, pa so se razveselile članice Društva žena in deklet na vasi, občin Bled in Gorje. Včeraj zvečer so lahko Brežičani v središču mesta poslušali koncert tamburašev, jutri bo nastopila Katja Šulc, v nedeljo pa se bodo mladi preizkušali na šovu talentov. To je le drobec iz dnevnika Brežiške promenade, prireditve, ki čez poletje oživlja najstarejšo ulico v mestu. V Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino si kot organizatorji še niso oddahnili od festivala Brežice moje mesto, ko so začeli z Brežiško promenado. Prireditev so prvič izpeljali lani, a jim deževno poletje ni šlo na roke, letos pa imajo z vremenom več sreče. Mi radi poudarjamo in si želimo tega, da so Brežice festivalsko mesto in da je festival Brežice moje mesto zgolj uvod v poletno dogajanje v mestu. In Brežice si res že nekaj let želijo nekega trga, prizorišča, kjer se dejansko takšne stvari dogajajo skozi celo leto. In središče starega mestnega jadra je sigurno idilična lokacija za takšno zadevo. Festival Brežice moje mesto je stal 75 000 evrov, od česar je občina zagotovila 30 000. Brežiška promenada je ovrednotena na 15 000 evrov. Prireditve niso namenjene le domačinom, ampak nanje z brezplačnim avtobusom vozijo tudi turiste iz Čateških Toplic. Želja organizatorja je sčasoma čez poletje glavno ulico zapreti za ves promet, kar podpirajo tudi gostinci na tej lokaciji. Kot vedno so tudi tukaj od začetka bila mogoče nasprotovanja in pa pomisleki, vendar sedaj v 2 letih smo dokazali, da dejansko odsek, ki ga zapremo, nima bistvenega pomena pri kakršnih koli posledicah, tako da so nekako nas podprli pri tem in ni večjih težav. Ulično dogajanje je le del Brežiške promenade, kamor sodijo še prireditve na Grajskem dvorišču in koncerti v parku. Poletno dogajanje je res pestro. Če ne drugače, zato da nam ni dolg čas poskrbi vreme. Hvala za pozornost in nasvidenje.